Trg svetega Petra so tudi na današnjo nedeljo napolnili verniki in romarji, da bi opoldne skupaj s papežem Frančiškom molili angelovo češčenje. Attraverso di noi irrompe la forza di Cristo e trasforma ciò che è piccolo e modesto in una realtà che fa fermentare l'intera massa del mondo. Sveti oče jim je z okna apostolske palače spregovoril o današnjem evangeliju, ki nam prinaša dve priliki. Najprej je tu prilika o semenu, ki samo požene in raste, zatem pa prilika o gorčičnem semenu. S tema podobama, ki sta vzeti iz ruralnega sveta, Jezus predstavi učinkovitost Božje besede in zahteve njegovega kraljestva, ter tako pokaže na razloge našega upanja in našega prizadevanja v zgodovini, je pojasnil papež v nagovoru. Obe priliki nam po papeževih besedah govorita o pomembnem nauku. Božje kraljestvo zahteva naše sodelovanje, predvsem pa je Gospodova iniciativa in njegov dar. Če je naše slabotno delo, ki je na videz majhno pred kompleksnostjo problemov tega sveta, umeščeno v Božje delo, se ne bojite žal. Gospodova zmaga je zagotovljena, njegova ljubezen bo dala klitje in rast v vsakemu semenu dobrega, ki je na zemlji. To nas odpira za zaupanje in optimizem, kljub dramam, krivicam in trpljenju, s katerimi se srečujemo. Seme dobrega in miru klije in raste, ker mu daje zorenje usmiljena Božja ljubezen, je izpostavil papež Frančišek ter pred molitvijo še dodal. Sveta devica, ki je kot rodovitna zemlja sprejela seme Božje besede, naj nas podpira v tem upanju, ki nas nikoli ne razočara.